pokrovitelj prenosa Zavarovalnica Triglav. Pozdravljeni v avtomobilnosti. V prvi oddaji v letošnjem letu, v oddaji, ki bo nekaj čisto posebnega. Začetek januarja je namreč praviloma tudi čas, ko se izmed 5 finalistov izbere slovenski avto leta. V pretekli sezoni smo prvič gostili izbor za slovenski avto leta v studiu oddaje Avtomobilnost. Letos temu ni tako in smo na Gospodarskem razstavišču. Zato obstajata dva razloga. Prvi, zagotovo največji, je ta, da bo od 27. marca pa do 2. aprila prav tu na Gospodarskem razstavišču po dolgem času in veseli smo tega potekal slovenski avtosalon. Drugi razlog, prav tako pomemben pa je, da v tudi največji studio nacionalne televizije niso šli vsi avtomobili. Res je, da je finalistov samo 5, Ampak mi smo se prvič v obdobju 25-letne zgodovine izbora za slovenski avto leta odločili, da poleg 5 finalistov, ki so tule za nama, v studio pripeljamo še ostalih 24 zmagovalcev. Ob jubilejni 25-letnici izbora za slovenski avto leta je prav, da se malo ozremo tudi v zgodovino. Zato sem semle k sebi poklical staroste, če lahko tako rečem, slovenskega avtomobilskega novinarstva, Franceta Kmetiča, Janeza Martinčiča in Tomaža Porekarja. Lepo pozdravljeni. Tomaž, moram kar najprej tebe vprašati, kako sploh ta ideja postaviti glasovanje za slovenski avto leta? Ideja ni kaj veliko originalna, ker je enak naslov smo izbirali že prej v Jugoslaviji in vsaj nekaj let, 5, če se prav dobro spomnim. Jaz sem pa že od leta 85 bil član žirije za evropski avto leta in nekaj takega smo potem, ko je nastala Slovenija, hoteli tudi narediti pri nas. Janez, tebe sicer smo bolj vajeni glasovno z Vala 202, ampak si pa tudi prvi voditelj izbora za slovenski avto leta, ki izbor je od začetka tudi potekal na Valu 202. Ja, kako je do tega prišlo, je pravzaprav mogoče treba mečkati prazgodovine, če tako rečem. Je še odzadje te zgodbe. Moje zasebno avtomobilistično življenje je bilo, da ne rečem pestro ali pa še kaj drugega, namreč začelo se je tako, da sem jaz kupil recimo avtomobil za 2000 mark, pa sem potem še 2000 van uložil in ga čez 14 dni prodal za 2000 mark. Potem sem to 2-krat, 3-krat, 4-krat ponovil in ne vem, če bi prišel kam daleč, če bi se to nadaljevalo. Čak z inflacijo ali brez? Ja, takrat je bilo, se že pozabil, ampak tudi to je bilo vmes, ja. Skratka, gre pa za to, da se je v meni že takrat budila želja, oziroma čutil sem, da imam en avto zelo težko več kot 14 dni ali pa en mesec. Enostavno ni šlo in mi je postalo dolg čas, ampak to je bilo na ta način zelo drago. In kako se reče, hvala Bogu, da sem potem nekako prišel v stik s Tomažem pa s Francetom, da smo začeli malo se srečevati, sodelovati. Tudi v Frankfurt sta me kot manj izkušenega takrat vzela seboj in tako sem jaz začel pravzaprav in je potem to pripeljalo do tega dogovora. France, kako je bilo na začetku postaviti samo glasovanje? Ko smo v bistvu osnovali ta izbor, smo pač imeli dva cilja. Želeli smo pač izboru privabiti, bom rekel, več slovenskih medijev in pa seveda druga stvar, da bi povezali, bi rekel, ljudstvo, ljudi, ki bi lahko glasovali za svoje avtomobile in pa seveda, da bi zraven dodali tudi delež avtomobilskih novinarjev po strokovni plati. Potem smo prišli do neke formule, kako ljudje lahko s svojimi glasovi izbirajo finaliste oziroma dajo svoje glasove avtomobilom, potem pa avtomobilski novinarji dodamo še svoje glasove. In to je bila pač nek osnovni moto, s katerim smo potem začeli ta izbor. Ta izbor smo potem, bom rekel, z leti nadgrajevali. Izbor se je širil, vsak je lahko
v bistvu po teh nekih kriterijih prišel zraven. Največji preskok pa se je nedvomno zgodil takrat, ko smo v bistvu začeli z, glasovanjem za izbor slovenskega avto leta neposredno na sami oddaji. Nihče prej ni vedel, kateri avto bo zmagal in to je bilo v bistvu največja draž in mislim, da je bila to tudi ena najboljših odločitev in tako je še danes. Na koncu bo jasno, kateri avto bo zmagal. Ne veva ne jaz, ne ti, ne Tomaž, ne Janez, nobeden od nas ne ve, ker pač vse je še zapisano v kuvertah, ampak glasovi pa še niso znani. Vemo pa, katerih 5 finalistov so izbrali naši gledalci, poslušalci in bralci. Kako si pa ti opažal razvijanje samega izbora oziroma kako je odmeval tudi po tujini? Bil si v komisiji za evropski avto leta namreč. No, vsakomur, ki sem mu pač skušal razložiti, kako delamo mi pri nas, je bila ta ideja, da najprej dobimo finaliste in potem iz finaliste izberemo celo neposredno prek televizije, je bila sigurno zelo všeč in je drugačna, kot je večinoma vse povsod drugod po Evropi. Je pa zanimivo tudi to, da recimo že ta drugi slovenski avto leta, ki smo ga izbrali, Mercedes razreda C, je dobro razveselil ljudi v Stuttgartu in so tudi njegov naslov lahko uporabljali za reklamiranje po celi Evropi. France, pri tebi je kakšen, ki bi ga lahko postavil stopničko više kot druge? Pravzaprav ne, v bistvu bom rekel, meni je v zadovoljstvo v to, da so vsi avtomobili, ki so postali slovenski avto leta, so bili tudi uspešni na trgu. Ljudje so jih prepoznali kot uspešne avtomobile, kot zanesljive avtomobile in to se je poznalo tudi pri njihovi prodaji in mislim, da to je bilo v bistvu največje sporočilo, ki ga je ta izbor slovenskega avto leta poslal na trg, da pač tisti avto, ki zmaga, si pač ta naslov tudi zasluži in to potem tudi dokaže s svojo priljubljenostjo pri kupcih. Zdaj že na teh lahko vidimo, da nekateri imajo še originalno nalepko, slovenski avto leta. Ja, definitivno jo imajo, zato ker pač nekateri trgovci oziroma uvozniki oziroma zastopniki znamk so to znali zelo dobro izkoristiti, so hoteli to poudariti, jim je to veliko pomenilo in seveda po drugi strani pomenilo tudi ljudem. Tako da mi smo še zmeraj ponosni, ko vidiš kakšen avto, še iz prejšnjega tisočletja, ki ima to značko nalepljeno na avtu, da pač tudi ljudem jo niso spraskali dol, jo niso odstranili, jo pač znajo ceniti in vejo, da je to v bistvu nekaj pomenilo. Kdaj je šlo v glasovanju za slovenski avto leta najbolj na knap? Leta 1994, tako. Takrat je zmagal Mercedes, kot je že Tomaž povedal, ampak zmagal je z enakim številom točk, kot jih je imel Renault Twingo, ampak po pravilu, da zmaga tisti avto, ki dobi več glasov, poslušalcev. Kateri avto je najbolj suvereno zmagal? Volkswagen Golf. Leta 2009 dobil je vseh 48 točk. Največ glasovnic strani gledalcev? Največ glasovnic mislim, da jih je bilo več kot 100.000. Wow. Verjetno kdo glasuje tudi zaradi lepih nagrad, ki jih lahko dobijo s tem, ko glasujejo v izboru za slovenski avto leta in ravno nagrade so tiste, katerim se zdaj selimo mi. Sem k meni na oder pa že vabim Aleša Okorna, ki je predstavnik podjetja Petrol, ki je uvoznik oziroma predstavnik za podjetje Nokian, ki tokrat podarja 4 pneumatike. Lepo pozdravljeni. Veseli smo, da ste tudi tokrat partner pri izboru za slovenski avto leta. Tudi nas veseli, da smo del izbora avto leta skupaj s pneumatikami Nokian. Poglejva najprej, kaj naša tablica pravi. Ali bomo žrebali fizično med vsemi prispelimi dopisnicami ali pa bo že kar samo pravil žreb med elektronsko poslanimi glasovnicami. Izvolite. Elektronsko. Že imamo dobitnika, pneumatike gredo Antonu Mlakarju z Dergomaške ulice 75 v Ljubljani. Čestitke. Najlepša hvala. Hvala. In že smo pri drugi nagradi, zato vabim Jureta Mohoriča z podjetja Garmin, da se mi pridruži. Druga nagrada je navigator s kamero. Lepo pozdravljeni. Pozdravljen. Da bomo vedeli, kam se peljati. Tako je. Tudi v novem letu. Ste pripravljeni, da stisnete tipko in da pogledamo, kdo... Tudi tokrat imamo nagrajenca, ki je elektronsko glasoval za slovenski avto leta. Zdenka Bobovec z Kidričeve 3 v Lendavi, torej prejme tale navigator Garmin. Najlepša hvala. Hvala lepa. In smo že pri naslednji
prvi nagradi, najvišji nagradi, ki jo podarja podjetje Petrol. Davorina Smodiša z podjetja Petrol že vabim, da se mi pridruži tule. Davorin, Pozdravljen. kot vedno vas je lepo videti in še enkrat najlepša zahvala za sodelovanje pri Slovenskem avtu leta. Jaz kar prosim, da pritisnete na gumbek. Žrebaj. Žrebamo med glasovnicami prejetimi po pošti, kar je edino fair, če so šle prejšnje glasovnice po elektronski. Tako. Tole vam bom vzel in kar stopiva do avta. Naj povem le še zanimivost, da so glasovnice v prtljažniku prav prvega slovenskega avta leta, BMW serija 3. Takole, Davorin, izvolite, vaša srečna roka bo izbrala tistega, ki bo 1500 evrov odnesel na kartici. Še malo počakajmo, malo dramaturškega loka bi človek rekel. Lahko kar preberem. Zmagovalka te nagradne igre je Karmen Jereb z Vrhnike. Karmen, čestitke, tale bon za 1500 evrov je vaših. Davorin, Čestitke. najlepša hvala še enkrat. Po kratkem predahu oziroma po oglasih pa se vračamo s pravim izborom slovenskega avta leta 2017. Pokrovitelj prenosa Zavarovalnica Triglav. Po glasovanju gledalcev je peto, zadnje mesto v finalu osvojila Kia Sportage. Matej, daj povej nam par začetnih besed o tem avtomobilu. Ja, še pred 10 leti bi se zdelo naravnost nepredstavljivo, da se lahko Kia enakovredno vključi v boj za zmago na slovenskem avtu leta. V bistvu nemogoče je postalo mogoče, potem ko so na čelo oblikovalskega oddelka postavili Petra Schreierja. In Sportage je samo eden od všečnih in prepoznavnih avtomobilov, ki se jim ni treba sramovati pred tekmeci. Jure, pa verjetno ni samo oblika tista, ki prepriča oziroma je prepričala naše glasovalce. No, zagotovo ni samo oblika, ampak Sportage v vsakem primeru nadgrajuje zgodbo o uspehu. Zgodbo, ki se je prijela tudi v Sloveniji. Avto je prostoren, udoben, prilagodljiv, na željo do vrha založen z asistenčnimi sistemi za pomoč voznikov, ki dobro delujejo v službi varnosti in udobja. Matjaž, je pa Kia ena od dveh znamk v finalu izbora slovenskega avta leta, ki tega kipca še nima. Tako je, ena od dveh znamk. Pri tej korejski znamki se seveda zavedajo, še kako zavedajo, da brez kančka prestiža ne bo uspeha na tako zahtevnem trgu, kot je evropski, zato tudi precej vlaga v ta trg, ki sicer zelo veliki oziroma takšnemu gigantu kot je Kia ne pomeni prav dosti. Kljub temu pa se zavedajo pomembnosti tega trga, zato so recimo že pred 10 leti zgradili veliko in izredno sodobno tovarno v Slovaški Žilini. Na 4. mesto se je po glasovanju gledalcev, se pravi po vašem glasovanju, uvrstil Volkswagen Tiguan. Glede na to, da je to tretji SUV med našimi 5 finalisti, Gašper, se ti zdi, da je to nek trend, ki ga imajo gledalci, kupci radi? Ja, res se zdi precej velik trend. Morda je zanimivo, da je Volkswagen že v prvi generaciji tega modela prodal skoraj 3 milijone primerkov. Avtomobil se je zelo dobro prodajal še tik pred menjavo generacije. Zdaj je pač tukaj njegov naslednik, malce bolj čvrst, malce daljši. Nedavno so predstavili še njegovo podaljšano različico in očitno računajo, da bo povpraševanje po teh modelih in po konkretnem Tiguanu znova veliko. Tako da se lahko celo vprašamo, če ne bo to v prihodnosti eden glavnih stebrov, simbolov znamke, to, kar je bil doslej njihov Golf. Dušan, pa ne samo, da kupci radi sedimo malo više, radi imamo tudi tisto, kar prihaja znotraj avtomobilov, vsaj kar se tiče vseh asistenčnih sistemov, pa tudi infotainmenta. Ja, seveda, in ker je Tiguan eden od najnovejših Volkswagenov, ima seveda tudi en od najnovejših koncernskih tovrstnih sistemov. So pa recimo digitalni merilniki eden od takih primerov, so vedno bolj popularni tudi pri vseh ostalih znamkah in seveda tudi niso tako zapleteni, kot bi si morda predstavljal. Recimo v Tiguanu grafična čipa, ki poganjata digitalne merilnike, lahko najdemo praktično v
tretjini ali pa polovici pametnih mobilnikov in tablic. Tako da res ne gre za nobeno tehnologijo, ki bi bila recimo temu vesoljska. Kaj pa vozne lastnosti? Tiguan je pač cestni terenec, vendar pa je lahko tudi, bom rekel, zelo prilagojen vožnji po terenu, še posebej pri štirikolesnem pogonu je pač zasnova ostala enaka, kot je bila v preteklosti, vendar pa so pri Tiguanu sedaj naredili eno izboljšavo. Na sredinsko konzolo so dodali, bom rekel, vrtljiv gumb, na katerem voznik potem lahko izbere podlago, po kateri se vozi in s tem prilagodi tudi vozni program tega avtomobila. Najlepša hvala za obrazložitev. Zdaj pa se selimo k avtomobilu, ki je bil slovenski avto leta 20 let nazaj. Matjaž, ena takšna moderna slovenska klasika bi ga lahko poimenovali. Ja, pravzaprav pa je Renault šele s to 4. generacijo Megana, ki jo vidimo danes tukaj, postal tisto, kar so zase trdili že nekaj časa, torej, da so ustvarjalec avtomobilov. In tale Megan je nekako ravno prav drzen, prefinjen in na ta način uspešno nagovarja čustva kupcev, tako kot kombi limuzina, ki ga vidimo tukaj, kot kombijevski Grand Tour in tudi kot zadnji v vrsti Meganov kot Grand Coupe. Dušan, če te dobro poznam, potem je tebe verjetno najbolj navdušil po konci ležeč LCD zaslon. Ja, tako je, to je ena od boljših idej v tem Meganu, ki mu tudi sicer ne manjka dobrih idej. Je pa res, da bi bila izvedba lahko malce boljša. Tu predvsem mislim na Tomovo navigacijo, ki se z vsem skupaj ne razume in tudi ne s tem položajem zaslona. Najbolje je pa res, da so mi na eni zadnjih Renaultovih mednarodnih predstavitev že zaupali, da se ta verzija te nesrečne navigacije že poslavlja in sicer pa je tudi Megan zelo dobro digitaliziran avto, tudi pri armaturni plošči in merilnikih. Janez, kaj pa nas čaka pod pokrovom? Kakšne so vozne lastnosti? Ja, Megan nedvomno ima preverjeno tehniko, lahko rečemo, kar zadeva motorje in pa menjalnike, pa tudi nekaj tehničnih posebnosti, recimo tako imenovani for control, štirikolesno krmiljenje, ki nekako avtomobil povzroči, da avtomobil lahko bolje vodimo, pa potem sistem Sense, ki pomaga vozniku, da si nastavi delovni prostor. Drugo mesto po izboru gledalcev, bralcev in poslušalcev pa je zasedla Alfa Giulia. David, a se ti ne zdi, da je prava lepotica? Ne bom zanikal. Alfe so od nekdaj prebujala čustva. Prebujala jih je že prva Alfa iz leta 62, seveda jih prebuja tudi tale nova. Toliko prošenj za tesno vožnjo, kot sem jih prejel od svojih znancev, jih nisem prejel še nikoli. Toda pozor, življenje z manekenko ni preprosto. Res je, verjetno ni preprosto, Matej. Verjetno tudi poceni ni. Ampak lahko pa je hudimano strastno in lepo. Saj veš, kaj pravijo Italijani, dolce vita. Dobro se spominjam svoje prve poti v testni center Baloko. Z inženirjem sva vstopila v dvorano Stavnih, kjer so bili stari Alfini motori. Ostal sem odprtih ust in poslušal zgodbe iz tistih zlatih časov te znamke. Prav neverjetno je, kako jim je uspelo na krilih visoke tehnologije vsa zgodovinska dejstva in pa čustva pretočiti v tako Giulio. To do sedaj ni uspelo še nobeni novodobni Alfi. France, kako pa se vozimo Giulio? Ja, avto je pač športno zasnovan, tako se tudi pelje, užitek v vožnji je, bom rekel, vrhunski. Pač tudi tisto pravilo oziroma slogan športno srce, zato Giulio še kako velja, čeprav so seveda tisti osnovni motorji dizelske zasnove. Ampak tudi pri Alfi je tako kot pri drugih športnih znamkah, bom rekel, razvoj gre naprej in zato, ker pač ljudje hočejo imeti tudi športne terence, so pri Alfi tudi že pokazali Stelvio, ki je športnega terenca, ki je narejen na osnovi Giulie. In seveda te lahko vprašam, bi se rajše pelal na prelaz Stelvio z Giulio ali pa z novim Stelviom? Težko vprašanje. Ja, pri Alfi pa že vedo, važno, da bo Alfa, pa bo vse v redu. Dober odgovor. Večina od 36.633 glasov pa je pripadla Peugeotu 3008. Gašper, če se spomnimo predhodnika, prejšnjega Peugeota 3008, pa tega? Ja, ne zgodi se prav pogosto, da kakšen proizvajalec nov model naredi tako zelo drugačen. Zato je pač treba neka drznost, pogum in Peugeot se je odločil za tako potezo. Mislim, da v dobrem pomenu te besede. Avtomobil je zelo prepoznaven, popolnoma drugačen navzven tudi od ostalih tekmecev.
še posebej pa to velja za njegovo notranjost. Ampak takole bom rekel, nekateri avtomobili, ko jih prvič vidiš, nimaš občutka, da imajo znotraj ne vem koliko prostora, pa si potem prijetno presenečen. No, tega pri Peugeotu 3008 ne bi rekel, čeprav pa je po drugi strani notranjost urejena, lahko rečemo, ta armaturna plošča, ki nekako objame voznika, pa potem dobri sedeži, na katerih se bodo počutili dobro tako mlajši kot starejši. Morda pa ena, ne vem, če bi rekel ravno zamera, ampak avtomobil je tak, da bi ga težko dali v eno kategorijo. Avtomobil hoče biti vse obenem. Dušan, glede na to, da je mali terenec, ima pa pogon samo na prednji par koles. Zdaj, vemo, da prejšnji 3008 je bil hibrid, lahko to pričakujemo tudi pri tem? Ja, lahko, ampak prejšnji je bil, se pravi, klasičen hibrid, imel je dizelski motor, robotiziran ročni menjalnik in elektromotor zadaj, zato tudi 4-kolesni pogon. Tudi v novem bo ostal elektromotor zadaj, bo pa veliko močnejši, imel bo večjo baterijo, ker bo priključni hibrid. In seveda ne bo več imel dizelskega motorja kot hibrid, ampak bencinskega. Spoznali smo 5 finalistov, ki ste jih z vašimi glasovi izbrali vi. Zdaj pa je čas, da oddamo svoje glasove tudi avtomobilski mediji in da izvemo, kateri bo slovenski avto leta 2017. Pa začnimo z glasovi. Kot predsednika izbora za slovenski avto leta bom najprej vprašal, kako gre glasovanje naprej po tem izboru, ki so ga naredili gledalci. Ja, teh 5 finalistov je dobilo že prve točke, zdaj pa bomo avtomobilski novinarji glasovali po istem točkovnem sistemu, da pa to glasovanje pač vseeno kako poteka, vrstni red medijev, so tukaj že vsi glasovi zapisani, tukaj v teh kuvertah, tako da pač, bom rekel, vrstni red ni pomemben. Si nihče ne mora sproti izmišljevati, ne, tako to pa res ne. Kako ste mesta razdelili pri Motoreviji? Ja, pri Motoreviji smo glasovali oziroma ocenili takole. 5. mesto Kia Sportage, 4. mesto Volkswagen Tiguan, 3. mesto Renault Megane, 2. mesto Alfa Romeo Giulia in pa 1. mesto Peugeot 3008. Najlepša hvala za te glasove, smo jih že dali na našo razpredelnico. Jaz pa že kličem naslednjega in sicer Matjaža, ki prihaja iz uredništva Dnevnika Večer. Matjaž, kakšni so glasovi? Takole, v uredništvu Večera in Evo magazina smo glasovali takole. 5. mesto Kia Sportage, 4. mesto Peugeot 3008, 3. mesto Volkswagen Tiguan, 2. mesto Renault Megane in 1. mesto Alfa Romeo Giulia. Hvala, Matjaž. Z našega skupnega uredništva vabim Janeza Martinčiča. Janez, Val 202 in oddaja Avtomobilnost smo skupaj glasovali takole. Ja, poglejmo. 5. mesto Kia Sportage, 4. mesto Renault Megane, 3. Volkswagen Tiguan, 2. mesto Peugeot 3008 in 1. mesto Alfa Romeo Giulia. Hvala, Janez. Zdaj pa z uredništva Siol vabim Jureta, da mi pove še njihove glasove. Tudi letos smo imeli težko delo, ampak fantje na Siolu smo se odločili takole. 5. mesto Alfa Romeo Giulia, 4. mesto Kia Sportage, 3. mesto Volkswagen Tiguan, 2. mesto Renault Megane in 1. mesto Peugeot 3008. Hvala, Jure. Poglejmo pa vmesne rezultate. Na 1. mestu je Peugeot 3008, druga je Alfa Giulia, na 3. mestu pa sta zelo blizu Megane in Tiguan. Prav zanima, kako bo se lestvica spremenila oziroma premešala po naslednjih glasovih. Matej iz uredništva Dnevnika in Nedeljskega dnevnika, lep pozdrav. Odločili smo se takole. 5. mesto Renault Megane, 4. mesto Alfa Romeo Giulia, 3. mesto Kia Sportage, 2. mesto Peugeot 3008 in 1. mesto Volkswagen Tiguan. Hvala. Iz uredništva Dela in slovenskih novic je z nami Gašper Boncelj. Gašper, kakšni so vaši glasovi? 5. mesto Renault Megane, 4. mesto Kia Sportage, 3. mesto Volkswagen Tiguan, 2. mesto Alfa Romeo Giulia, 1. mesto Peugeot 3008. Hvala. In še zadnje uredništvo z avtomagazina Dušan Lukić.
Dušan, preseneti me. No, glasovanje članov uredništva Avtomagazina je prineslo takle vrstni red. 5. mesto Kia Sportage, 4. mesto Renault Megane, 3. mesto Volkswagen Tiguan, 2. mesto Alfa Giulia in 1. mesto Peugeot 3008. Točke so podeljene in preštete. In slovenski avto leta 2017 je Peugeot 3008. Za konec, Andrej, lahko le še rečeva, mi in vi, dragi gledalci, smo izbrali enako Peugeot 3008. Hvala, ker ste sodelovali, hvala, ker ste glasovali, nas gledali in veseli bomo tudi, ko nas boste gledali v prihodnji oddaji. Do tedaj pa klikajte na naš Facebook profil, na MMC-ju smo za vas pripravili Behind the Scenes z vsemi 24 zmagovalci dosedanjega izbora za slovenski avto leta in vse, kar lahko rečeva za konec, je še srečno.